28. septembra leta 1990 je Slovenija sprejela ustavni zakon za izvedbo ustavnih amandmajev 96, 97 in 98 k Ustavi Republike Slovenije. Amandmaji, objavljeni v Uradnem listu Republike Slovenije, so opredelili osamosvojitev Slovenije, služenje vojaškega roka, teritorialno obrambo in narodno samoupravo. Počaščen sem s povabilom, da spregovorim ob tej slovesnosti posvečeni 30. obletnici razglasitve ustavnih amandmajev 96 do 98. Hvala za zaupanje. Z ustavnimi amandmaji 96, 97, 98 k Ustavi Republike Slovenije je takratna skupščina 27. septembra 90 razglasila ustavno-pravno in vojaško-obrambno suverenost Republike Slovenije, kar je skupščina sicer politično že deklarirala z deklaracijo o suverenosti države Slovenije 2. julija istega leta in vojaška oblast pod vodstvom takratnega sekretarja za obrambo Janeza Janše dejansko vzpostavila v pristavi pri Ivančni Gorici 7. septembra 90. Gre za razglasitev ustavno-pravne in vojaško-obrambne suverenosti slovenskega naroda. Na seji Družbeno-političnega zbora Skupščine Republike Slovenije je v imenu kot predsednik Ustavne komisije dr. France Bučar dejal: S temi dopolnili že sedaj neposredno vzpostavljamo nekatere od tistih temeljnih stožerjev te državnosti, ki so za vsako državo nujna osnova, namreč pravni sistem in obrambna moč države, na katere se sleherna državnost v vsakem primeru naslanja. Reči pa smemo danes, da akt, ko narod formira svojo suvereno obrambo, je to kronski akt formiranja narodne identitete in konstitutivni element suverene države. Zgodovinsko gledano se posamezni elementi slovenske narodne identitete so se razvijali po fazah in tudi nadgrajevali kot temeljni, bi rekli, stebri polnih 1000 let, da je slovenska država dozorela. Prvi steber je bil kultura in duhovnost v slovenskem jeziku. Začne se s pisano besedo z Bržinskimi spomeniki okoli leta 1000 in se razvije preko Trubarja, Prešerna do Šalamuna in Jančarja z razvojem oblik tudi neverbalne komunikacije, vključno z opero, baletom in sodobnim baletom ter z razvojem cerkvenih in posvetnih institucij, kot so univerza, univerzitetna knjižnica, akademija znanosti in druge. Drugi steber je razvoj slovenskega gospodarstva, ki se po ocenah zgodovinarjev razvija od celjskih grofov preko Trubarja, Valvazorja, Zoisa, slovenskega meščanstva z industrijo in trgovino, Krekovega zadružništva z bančništvom in zavarovalništvom do industrije moderne informacijske tehnologije. Tretji steber je politična zavest. Od deklaracije Zedinjene Slovenije 1848, ki od cesarja terja, da se vse slovenske dežele, Štajerske, Krajinske in Tržaške v eno kraljevstvo združijo, imenovano Zedinjena Slovenija, pa do Koroščevega znamenitega reka odgovora cesarju veličanstvo prepozno in Pučnikovega vzklika Jugoslavije ni več, sedaj gre za Slovenijo. Politična zavest se je pri Slovencih razvijala, žal z deljenimi izkušnjami 1868, 1918, 1941, 1971 do dosežene politično enotne volje izražene v Skupščini Republike Slovenije z deklaracijo suverenosti države 2. julija 90. Čeprav je bilo danes že rečeno, da se tukaj na podobnih slovesnostih srečujemo že 8. po vrsti, bom še enkrat preletel razloge, zaradi katerih smo se v zadnjih 2 letih sestali v tej veliki
oziroma kristalni dvorani predsedniške palače. Najprej smo počastili ustanovitev odbora za varstvo človekovih pravic. Potem smo se spomnili pomena Majniške deklaracije 1989 za suvereno državo slovenskega naroda. Spomnili smo se pomena simbolnega in stvarnega za posaditev lipe, ob posaditvi lipe sprave na Ljubljanskih Žalah. Počastili smo spomin na razglasitev amandmajev k Ustavi Socialistične republike Slovenije. Spomnili smo se prelomnega pomena ustanovitve Demosa, koalicije demokratično izvoljenih strank, ki je odigrala odločilno vlogo v procesu demokratizacije in osamosvojitve Slovenije. Spomnili smo se pomena odhoda slovenske delegacije 14. kongresa Zveze komunistov Jugoslavije. In spomladi smo bili tukaj zato, da bi se spomnili pomena izvolitve osamosvojitvene vlade Republike Slovenije. Zdi se mi, da tistim, ki niso bili žive priče tem dogodkom, že prelet obeležitev posameznih zgodovinskih dogodkov v tistih pomembnih prelomnih letih, v času politične pomladi, prvih demokratičnih volitev in časa Bučarjeve skupščine ter Demosove vlade, lahko pokaže na nek zgodovinski lok dogodkov, ki so pripeljali iz močno razdeljene, politično močno razdeljene slovenske družbe do enotnosti, ki je omogočila ustanovitev samostojne države, njeno razglasitev, obrambo in končno njeno diplomatsko priznanje in umestitev v mednarodno skupnost. Že ta bežen pregled teh dogodkov kaže, kako je postopoma, a relativno hitro, v odločilnih trenutkih velikanskih sprememb v evropski politični arhitekturi slovenska družba zrelo, brez zgodovinskih zamud, odgovarjala na izzive časa. In to, kar bi rad povedal, je, da je bilo takrat, tako kot danes, politično, strankarsko že, seveda, ideološko, vrednostno, življenje zelo burno. Danes, ko skušamo mladim ljudem približati ta čas, pogosto naredimo napako, ko jim rečemo, da je bil to čas enotnosti. In menijo, da je pač bil takrat čas enotnosti in danes je čas razlik. Ne, tudi takrat je bil, roko na srce, čas velikih razlik in političnih razhajanj. Tudi ko je bila ustanovljena Demosova vlada, je bilo v Bučarjevi skupščini zelo pestro. Vsi, ki smo takrat bili, predsednik, se spomnimo, da so bile razprave zelo burne in da se nam momente zdelo, da se nikdar ne bomo dogovorili glede osamosvojitve države, čeprav je bila ta ne samo poglavitni cilj Demosove vlade, ampak je začela prevladovati kot poglavitni cilj vseh nas. In z tega vidika bi želel povedati, je obeležitev sprejema ustavnih amandmajev 28. septembra leta 1990 bila nekaj prelomnega. In je v zgodovinskem spominu Slovencev mogoče podcenjena. Zakaj? Ker je bilo to prvikrat, da se je oblikovala dvotretjinska ustavno potrebna večina za sprejem odločitve, ki je tlakovala ustanovitvi slovenske države in to na eni najbolj občutljivih točk na obrambno-varnostnem področju. Četrti steber, za katerega smo se danes zbrali, je razvoj ustavno-pravnega in obrambnega sistema Slovencev. Pri tem odmislimo slovensko pravno tradicijo karantancev, na kar nas je spomnil ameriški predsednik Clinton v Ljubljani leta 1999. Odmislimo tudi Ilirsko kraljevstvo z nerazvitimi dejanskimi in pravnimi in mednarodno-pravnimi elementi države, ki je obstojalo 33 let, med 1816 do 1949, in ko je Slovencem v Ljubljani zmanjkalo volje imeti svoje kraljevstvo,
se pravi svojo državo. Ustavno-pravno se je državnost Slovenije razvijala z akti narodno-osvobodilnega boja, ustavo leta 1945 in ustavnim zakonom 1953, preko ustavnih amandmajev 1971 ter leta 1990, ko je Republiška skupščina 27.9. z ustavnim amandmajem 96 razglasila ustavno pravno suverenost. Z ustavnim amandmajem 97 pa vojaško obrambno suverenost in določila imenovanje komandanta teritorialne obrambe Slovenije. Izvedba ustavnih amandmajev 96-97 je določal ustavni amandma 98 z ustavnim zakonom, ki je bil sprejet naslednji dan. Citirani amandmaji so kratki in jasni, z vidika pravne kontinuitete in nomotehnike so mojstrsko oblikovani in tudi izvedeni. Spoštovane dame in gospodje, po 30 letih imamo različne izkušnje in različne spomine. Dovolite mi, da glede na svoje izkušnje in strokovno delo, po spominu tudi ponovim konstitutivne elemente države, o čemer smo razpravljali točno pred 30 leti. Teritorij določeni za državno mejo, ljudstvo določeno za državljanstvo, efektivna oblast, ki brani ljudstvo in teritorij. Če eden od teh objektivnih elementov pade, države objektivno ni več. Četrti element je mednarodno priznanje in peti element je subjektivne narave, to je permanentna volja naroda, da hoče imeti in braniti svojo državo. Nadalje želim spregovoriti danes o nekaj aktualnih vprašanjih, o pomenu volje za obstoj države, politične kulture, gospodarstva in politične enotnosti za stabilnost in suverenost države. Voljo imeti in braniti svojo državo je vprašanje hierarhije človekovih vrednot. Kako je rangirana v naši zavesti vrednota domoljubja, vrednota imeti državo in jo braniti, v odnosu do drugih vrednot, kot so finančni, strankarsko-politični in drugi partikularni interesi ter skupinski ali lokalistični prestiž. Kako je stopnja državotvorne kulture razvita pri posameznih skupinah, zgodovinskih regijah, stanovih, strankah ali mikrokulturah in družbenih podsistemih kot izobraževanje, univerza, vojska, mediji. Ve se, če ljudstvo izgubi voljo imeti in braniti svojo državo, države ni več. In kje smo danes glede politične kulture? Zadnja desetletja je politična zavest narodne identitete ter državotvorne kulture močno nagrizena. Tako imenovani trendovski globalizem in potrošniški totalitarizem v funkciji velikih, predvsem finančnih sistemov, ob sodelovanju lokalnih kompradorov, želi brisati narodne in kulturne identitete, predvsem pa male narode in male države tako, da demagoško zlorablja socialne, migracijske, kulturološke, tehnološke in okoljske izzive in tudi stisko ljudi. To se je v slovenski zgodovini tudi že ponavljalo. Dr. France Bučar je opisal Dežmanov sindrom pri Slovencih, sklicujoč se na Slodnjakovo knjigo o franolevstiku. Ko posamezniki izgubijo zavest, samozavest in s tem tudi narodno zavest. Dr. Trstenjak piše, da je kompleks inferiornosti glavni vzrok asimilacije, podrejenosti in potujčevanja ter odtujenosti.
V tem času je še posebej pomembno, da ne pozabimo zgodovinskih dosežkov našega naroda in se še naprej v svetu ponašamo s svojo samostojnostjo.